To je sinkanje zvoka. A je? Ja. Okay, zdaj 5 minut. Okay, zvok smo posinkali. To smo naredili. Ja. Cool. Dobrodošli, ne? Ja, To je podcast, v katerem bomo govorili o naših dušah. O čakrah. O čakrah, o energijah. Tudi s tem se ukvarjaš. Tudi gre. A res? Brutalno. Lahko se še o tem kaj pogovarjamo. Okay. Kaj se ok. Zdaj povabila sva Mašo kot prvo gostjo v ta podcast. Zadnjič sva posnela prav... A virgin Ja. podcast. I guess, ja. I'm popping the cherry, Jesus. Ja. Zdaj moramo še uno posneti. A ja, še intro moramo narediti. Pač ti sam gledaš, pa teče. Ja, sam enjoy the cringe. I'll enjoy the ride. Ok, 3. Okay. To bo res cringe pred gostom. Ok, 3, Okay. 4. Čakaj, kako točno To moramo sem jaz, narediti? to si ti. Ampak ti moraš reči To sem jaz, dobrodošli to je v... on. Ti moraš... Ja. Ok. Ti moraš reči dobrodošli, ja. Se bo skurala. Ajde. Dobrodošli v podcastu Jan David se pogovarja plus Benz. To sem jaz. In to je To je on. A ja, ne, čakaj. A to sem jaz, še ti rečeš sam? Ne, ti tako rečeš. Jaz s tabo rečem, Ja, to sem jaz. To sem jaz. In to je on, in to sva midva. Ja. Ok, cool. Oh, cute. Ja. Dobrodošli v podcastu Jan David se pogovarja. To sem jaz. Ja, kaj pa plus Benz? A ja. Dobrodošli. Čakaj, tišina. Se bo. Dobrodošli v podcastu Jan David se pogovarja plus Benz. To sem jaz. In to je on. In to sva midva. Ok, ratel nama je. Yes, lepa. V glavnem, dobrodošli v podcastu. Danes z nama je Maša. Da bi zdaj še naenkrat rekla Maša, kao vsa imena so vedno naenkrat. Tako je. Ja. Zadnjič sva imela, kaj sva imela že o teh imenih? A ja, gledala sva, kaj sva zadnjič delala? Gledala sva se in sva random imena govorila. Ja. Ampak ni bilo Maša vmes, po mojem. Ne, po mojem tudi ne. Bili so bili Jaka. Ja, Ne. v bistvu so sam kombinirala tako ene 5 imen pa 5 priimkov, In pa pa so jih so si rotirala. govorila tako 5 minut in kdo se prej zasmeje. Ja, pač to glup koncept, ampak je nekak je delo. Videla sem imela 5 minut preveč. Se mi zdi? Ne, midva A v liveu? so snemala, mislim, da takrat 40 minut tega treša. Sam to. Sam imena in priimke. Aha, ne, to Ne. so delali tako 5 minut. A ja, ok, vredo. Eno uro. 40 minut. Kuk imen. Ok, dajva predstaviti gostja, daj povej. Ja, se pravi, to je Maša. To je Maša. Zbrala sva jo zato, ker je imela zelo zanimivo temo diplomske naloge. In potem tudi magisterske naloge. Ja. Ki je malo manj zanimiva kot ta, se mi zdi, za pogovore, ampak meni osebno. A je to dokaz, da starejši, ki si bolj dolgočasen si? Mogoče. Se ti zdi? Ja, ker vse umira, veš, počas. Ma ja, pa res naš vse, pa nekako vedno več veš v svetu in pol vedno bolj veš, koliko je grozen. it gets Ampak to je boring. pa tudi dokaz, da je svet grozen. Ja, A itak. svet Mislim, grozen, a Maša? rabiš dokaz, da je svet grozen? Mislim, da kot otrok je. Zato, ker ne verjameš, da ni. Okay, tako, Odvisen, kako otroštvo si imel. Zdaj gremo v... Ok, pojmo, Oli. gremo v Dajmo prvo globine. smo povedati, v kakšni diplomi si govorimo, pa to, daj povej naslove diplomske pa magisterske za štart. Ka mora biti direkten. Ne rabi biti, zelo se zmotiš. Ok, no, ne preverjati. Pač diplomska je bila tale, ženska ejakulacija in neopatriarhalni vidik te ženske Zelo ejakulacije. po domač, skvrtanje. skvrtanje in kako ljudje gledajo na to. Ok. To je ful zanimivo. Kaj je problem tega? Kaj je to problem? To mi je ful všeč, zato ker jaz sem mislil, da si pisala neko tako zelo biološki vidik skortanja pa to. Mislim, mogo je biti, ne? Ja, si rekla, da je zraven, ampak Mora v bistvu biti, je tudi ta družbeni vidik zraven, to mi je the best. Mislim, na FDV-ju ne moreš samo biologije pisati. veš. Valjda. Ne gre zraven. Super. Ja. No, pa dajmo, ali lahko začnemo tako sploh za neko biologijo osnovno tega, pač, da vemo zdaj, iz kje luknje to pride, kakšna tekočina to je in tako. Mislim, imaš par teorij. Dal so neke cevke, so potisnili v
vagino in tudi v sečnico kot tak, da so preverili, odkot pa zdaj to prihaja, ker realno gledano logično, če poštudiraš, odkot lahko pride toliko vode iz svojega telesa, ne, kot iz mehurja. Ampak edina posebnost tega je, da pač v mehurju kot tak je samo voda, ni urin kot to. Za urin rabiš ti poseben encim, ne, ki se pa ob adrenalinu, ki se sprošča v telesu med samim spolnim odnosom in tak naprej. Skvrtanje pač pride običajno, ko presežeš nek orgazem, tisto originalni orgazem, ne, ko imaš neke prve stadije in potem gre čez to. Ne vem, v eni knjigi, ki sem jo mogla prebirati za magistersko, je en pornozvezdnik rekel, da lahko pa čisto vsaka ženska skvrta. Kateri pornozvezdnik? Zdaj pa ne bom. Johnny Sins, Ron Jeremy. A veš, da ne vem. Dobro, tega je že ful. Zakaj poznaš moške pornozvezdnike? Oni običajno Johnny ženske. Sins je znan, ker ima toliko poklicev. To vemo vsi. Ja, ta je znan. Ron Jeremy pa poznamo vsi, He was the Cock of America. Valjda, da ga vsi poznamo. A niste gledali filma One-Eyed Monster? Sem, vsako jutro ga pogledam. No, ne govorite naprej, v redu. No ja, in je pač pa v bistvu opisal, kako to doživeti oziroma kako to pripraviti telo do tega, ne. A je to res, da sam na G-spot pritiskaš dolg časa? Jaz sem G-spot, ni G-spot, ne. Zdaj pa spet to pridemo pa do biologije spet, ne. Pač ja, mora biti ni sam ena točka to, ne. Zdaj pri vsaki ženski je drugačno, ker vsako telo je drugačno, ne. Tudi sama vaginalna stena, kak je debela in tak naprej, je čisto vse odvisno od genetike, samo od genetike. Lahko se doživi, ampak so še drugi faktori zraven. Psihični, če ta pornoigralec rekel, da lahko vsi doživijo. Ja, sam rabiš... Aha, poznati osebo, vedeti točno, kako je zgrajena. Poslušati telo partnerja, v tem primeru partnerke. Se pravi, mogoče za pornoigralci še najbolj do ženske prijazni ljudje. Če tako gledaš, ker pač jih poznajo, vejo, kaj jim sede. Ja, mislim... Oni so mojstri svojega posla, kaj bi rekel, ne? Profesionalci, zihar... Kršnja, ne? Jaz bi rekel tako, pač to je odvisno od človeka. Neki amaterizem, neki pa verjetno nekdo, ki pač snema to na dnevni bazi. Pač estetskost je še tu, veš. Neki določeni, če gledaš, da je kakšne porniče, so... Ogabni, se strinjam. Ja, mislim, poze in vse, kar pride zraven. Ne? Pač to lahko se tudi pogovarjamo o tem, ko smo s kolegico smo šli na... tale Sex Expo v Celko je. Celski erotični sejem. Lani je bil v Ljubljani celo. Ja, so ga predstavili. Letos je nazaj v Cel. Hudo. A bo šla? Po moje. Jaz isto. Hudo. Po moje bom šla. Če imela karto. Ja. Nobla karto še. Ja. Jaz mislim, da mora nje Mike višji dati. A res? Po mojem. A misliš, da je? Višji? Bi mogel biti malo višji. Bi mogel biti višji. Takole, jaz mislim, da bi mogel biti. A res? Ja. Ok, čekaj. A jaz sem treba zdaj... drugo smer nadol, tako je. Tako? Tako? Po mojem je. Mislim, zato, ker pač ona tako skozi govori. Mora biti tako po koncu. Moram biti lepo... Ne, sam to, da se lepo... Sem gre dol. Ops, čekaj. Evo, mislim, da... Malo se bo spustiš. Je višji, ampak 1 centi si ga dvignil. Ja se, a ni bil to gol? Koliko centi si pa hotel? Ja, vse centimetre, kažeš. Ojojoj. Dobar. Ima tudi veliko seksualnih fol, ki nisem več vezana na tel, kaj ne rečem. Kar. Vse imamo sozivc. Kaj imamo? Sozivc. Ja, sozivc. Ja. To je prvi podcast, v katerem gostje rabijo sozivc. Ne, kar sem ti hotel še vprašati. Tako se reče, Jan. Ja. Bravo. Slovenščina. Ne, da sem pozabil. Sorry, govorila so o celskem sejmu. Tako. Kar govor naprej. Ker sem spomnil pa tako. Kao da imaš čim manj dela, ti sam govori. Greš na čiko mes. A veš, kaj je koncept tega podcasta? Pa če sem delal svoj podcast, ne si verjetno si išla, verjetno nisi nič gledala. Ne. Nisi šla pogledati, vse prav. Ker ne poslušam podcasta. Jaz tudi ne drugače, ampak pač why would you do that? Ampak, je pa kolega šel poslušati. Ker sem omenila Maja, ko smo se pogovarjali,
Jaz sem mislila, da se zajebavaš. No joke. In to, da si pol napisal naslednji dan, jaz sem mislila resno, sem bila tak, what did I do? Ker mi je bilo, To je bilo po koncertu Lumberjacka. Tako. V Šiški. Čakaj, lahko reprezentam, sam se bom mogla malo predstaviti. A bomo poreklamirali Lumberjack? Ne, gor, čakaj. Okay. Sam stop gor na stol. Ja, komod. Lumberjack. In to so oni. In to sva mi. Ja, tam smo bili. Sejmo sem imela eno debato s kolegico. Nisi pa povedala, kakšne debate. Zdaj pa vse zanima. S kolegico smo bile tam. Na porno šovu. Ja, ker so delale seminarsko za eno od predmetov, ki je bil pa na filofaksu. Za en predmet. Zdaj boš pa Grammy Sharku tukaj, ali kaj. Drugače ena stvar, sorry, ker spet zabijamo iz tega, ampak razmišljal sem, voda, ne, je pač kad tle stoji, a misliš, da kaj mod kader, da se tako sam zamaše kvit ali pa neki, a veš kaj mislim? Moramo malo paziti, kako jo mava. Tle, ja. Sorry, ja. Videl svoj podcast v razvoju. Ja, vse to. Super. Prav srčne ljudi, da pridejo na en podcast, ker razumejo. Ker če bi imela zdaj tle Mišo Mok. O moj bog. Skor bi jo imela. Veš, da Mišo Mok da veš? Vem. No, ja, če ne poslušaš podcastov, kaj jaz vem, kaj pol ne veš. Miša Mok ni bila na podcastih najprej. Ja, no, Black. Jaz jo poznam z RTV-ja še. Divo je. Ja, on jo ima za gostjo naslednjo enkrat. Ali si jo že imel? Sem pa prišla, pač, ti so se zmenili. A misliš, da sem prišla? Ja, sem pa pač proper spimpala. Friend, a si ti povedal, kako Hvala. je tukaj? Ful mi je všeč to, da vsakič, in ko je bil Rok tukaj, torej Lumberjack, in ko je bil Rok tukaj, moj fant, pardon. Kaj je še tle v zadnji? Kaj je še tule, kaj še čaka. Naslednjič, ko ti prideš, bo proper, bo zrihtan. I feel like at home, a veš, super, jaz sem poskusni zajček, I love it. To bo razbrisala. Bom napisala v komentar. Ne hodite na ta podcast kot gosti, tretirajo te kot žival. Čakaš 10 minut zunaj na mrazu. Prideš 10 do. Ja. Jaz vedno pridem 10 do. V bistvu je ona in the right tukaj. Ok, v glavnem skvirtanje. Obstaja še slovenski izraz, kaj je ženska ejakulacija. Ženska ejakulacija. Ok, bili smo tam, da vsaka ženska lahko, pa če poslušaš whatever telo in to, in če jo pač poznaš in se posvetiš. Veš kaj me, to sem imel vprašanje. Koliko porničev si mogla pogledati v smislu, a si raziskovalno delo pač pri diplomski nalogi, ne? Ne, bili so intervjuji. Ženskami pač verjetno, I guess. Ja, bi se mislil. Ja. Ok, bili so intervjuji, ampak sem mislil tako, da si pač tudi gledala, ne vem, porniče, pa tam raziskovala. Okay, tam nimaš kaj. Ker to je vse, to je igra, to je isto, to je da bi rekel, jaz bom šel gledati. Harry Potterja, pa raziskuješ čarovništvo. Ja, pa tudi v nobenemu porniču ever niso nikoli tako izpostavili podrobnosti ali pa detajlov skvrtanja. Recimo tako, ok, pornič, ženska skvrtna in so tako, ok, no zdaj pa poglejmo pobliži, kako se je to zgodilo, ne? Pa tam z eno palčko ali pa laserjem analizirali vse. Pač ni se to nikoli zgodilo. Pornič je seksamo, dober zgleda in to je to, ne, več se ne posvečajo telesu, ne, tako da ne bi mogla gledati porničev in se nekaj naučiti iz njih, ker ni materijala, no. Mislim, raziskovali smo s kolegico takrat za tisto seminarsko, smo gledali, ne vem, smo dali parim ljudem 2 pač porniča za pogledati, pa da so pa napisali svoje občutke glede tega, pač da se zdaj izognemo vsem ostalem. Ej, kaj je to, kapoka? A to je klopca? Ne vem. Aj, Miša Mok. Skriva se tle v stanovanju. Vse je v redu, to se ne sliši verjetno, ker je pa toliko malo šuma, da če ne boš pa ti z editu. Ja, vse je mogočen. Zakaj je bilo tako ti? Morsko. Cool. Sorry. V glavnem. Ja, ker gledaš na uro, kdaj je po koncu, ko mi čakaš.
Isto bom jaz začela na uro gledati. Ne. Sorry, daj mi pusti zdaj, da pove, ker si je prekinila svojo. Da govori, veš, napode. Ene 3 zgodbe sem že načela, it's fine. Exactly, Ja, to moramo- dali ste gledati porniče Ja. ljudem, da vidite njihovo mnenje oziroma občutke, kakšne občutke so doživeli. V bistvu sta bila 2 zelo podobna porniča 2 različnih produkcijskih hiš. Okay. Torej, ja, na Pornhub smo šla in šla iskat, ne vem, 8-minutni pornič, da ni zdaj neki ful, ne? In potem iskala približno istega na drugi strani. Brazers. Ne X-videos. Belesa. Da bo Belesa. skoro vse Belesa. Belesa. Kaj pa To je je to, pa to v pa nisem še bistvu- slišal. Jaz tudi ne. To je pač dejstvo, je, da Pornhub je made for men, a veš, za ta njihov, za vaš, Užitek. tako. Pač za Ja. men's gaze. Ne? Man pač population, pač tako. ljudi, moški to gledajo. Ja. S tem, da to nam je družba naredila, pač, da mi to hočemo, ne? Ni zdaj to kar nekaj naravnega, da moški Ja, to hočejo. ne, ja. Dodajam to. Nismo krivi moški Opomba. zato, ker imamo lulčka, ampak ker nas je družba tako naredila. Tako, ker so na ženske forsirali v to. Opombe je tule blokant. To je že. To bomo zrezali ven. Ne, hec. Se strinjam z Benjaminom. Ok, kera stran Belesa? Belesa. Daj B-E-L-L-E-S-A. To je pa v bistvu stran, ker so ženske se odločile, pač, da bojo naredile porniče za ženske. Ok. Torej imaš različne, nimaš naprimer stepsister ali pa kaj, ampak imaš pač, ne vem, da ker si ene ženske želijo bolj senzualnega, ne, bolj nežnega, bolj romantičnega, kaj taga, ali pa pol pač hardcore, ne. Da ti ponuja vse, da nimaš samo dejansko natepavanja skozi, ne. Kjerkoli video. In isto pogled, mislim, ta prvi, ta thumbnail je v bistvu čist drugačen kot na Pornhubu. No, Grem to je stav, da mogoče. so neka perja. Perja. Ni nujno. Perja. Lahko Ja, so. tako pač, da je neko perje na začetku. Pač. Ja, lahko Aha, so, tako ja. nekaj tako nežnega, neko Ja, tako. nekaj tako roza barva. vrtnic. Ono, V bistvu je, Barbie. cela stran je roza. Cool. Marketing. Pa ne proti temu kazati, prosim. Ni Pa kao sponsor. prva, pa sponsor zbaja, veš. Ne, ok, zanimivo, No, to ampak- vidiš, to bom še, vemo, kaj bomo danes zvečer počeli. Raziskovali Beleso. No in Ja. pač je bila to je bila nofora, da smo podobno isto, ne vem, bilo je morning sex kao, in kako je bilo drugače sneman za Pornhub, ne, pa kako je bilo pol čist absolutno drugače sneman za Beleso, ne, in pa smo lahko v bistvu primerjali na nek način, kak je moški gaze oziroma pogled na to, pa ženski, ne. To je bilo naprimer na tem, na sejmu je bilo, to me ful zanima, kak bo tam, ker je pač dejansko ima folk fuka pred tabo, Ja, ne, hard, na ja. odru, ne, in pa imaš, ne vem, set, pauzo, pauzo, plus pač te male razstavice vmes, ne. In je bilo ful zanimivo, naprimer, na eni strani je bil za ženske, je bilo sam, ne vem, striptiz, pač, ampak moški se ni, naprimer, do golga sleko. Bilo je nakazano, ampak ni pa bilo. Na drugi strani si imel pa razstavo ženskih vulv, bom tako rekla. Jaz sem šel pogledat. Ful je bilo jako. Ampak je zanimivo, jaz sem lahko šla noter kot ženska. Zakaj pa ne? Ne, ker tam za moški striptiz pa moški niso smeli noter. A res? Ja. Zakaj? Kam na razstavo moških penisov? Ne, kva? Ne, pač na Ne, striptiz. striptiz moški. Zakaj pa, kaj pa je? Varnostnik je bil spredi in ko sta hotla, par pač je hotel iti noter, je rekel, moški ne sme iti noter. What? A ti si šla pa lahko? Jaz sem lahko šla noter in lahko šla gledati razstavo. Kaj pa je praktičen razlog za to? Kaj je tisti Homofobija. konkreten razlog? Po moje to pač, da ne bi bil slučajen tip jezen, če bi, ja veš, striptizer vzel njegovo ženo ali whatever. Aha, pa ne. neki plesov z njo pa to. Tako, pa nakazovan, ker je bilo krno, explicit, ne. Sam realno ne vem zakaj. Meni je bilo to ful čudno. Pa se, če priješ na erotični šov, mislim... Ja. Ampak a se- je pa to pač- prvič, da veš, da tebe lahko vzame, Ja, to ne, je res, pa te ja. da na stol. Čeprav jaz bi dal in pol ti ga- spredje opozorila, pač
možnost, ne vem, napada striptizerja na vašo ženo. Mislim, ne, pač to je tako, da bi prišel na stand-up, če so liha, ne, če so komika, ne. Pač, folk prije na stand-up, pa piše Črni večer, pa so si šokirani, zakaj govorimo o holokaustu. To je res, Sam to je pol dejstvo, da folk ne bere, ne. Oziroma, da folk ne bo. Ja, sam, ampak se zavaruješ, pač bo pol varnostnika ven vrgo, če je treba. Ne smejo biti črke, mora biti samo pozor hud striptizera, veš, krog pa rdeča črta čez, kakor na ograjah za pse, ne. Tudi to, veš. Pozor grize. Ne, tudi to ne bi šlo, po moje. Ne vem. Ok, zanimiv vidik. Ja, to je meni crazy, drugače. Kako ženska sprav do tega, da skvirta? Ti lahko dam knjigo. Tvoja diplomska naloga. A imaš knjigo prav? Mislim, obstaja knjiga, po kateri sem jaz se pač na njo nanašala. Ampak, a se ženska lahko sama sebe prav do skvirta? Jo. Ko začneš o tem pisati, naprimer tudi moj mentor za magistersko, mislim za diplomsko, je rekel takrat, ko še preden sem mu temo sploh predstavila, je rekel, kaj jo bojo ful po stran gledali, pa skoraj vrgli z faksa. A res? Se nekaj, mislim, mogoče. In pa smo tako zapakirala, da je bila tema sprejeta. Ne? Ja. Ker nič proti FDV-ju, love FDV, ampak... To je zanimiv stavek. Vem. Ampak, tako bom rekla, vsi, ki govorijo, da je, to ni zdaj reklama za FDV ali pa karkoli, ampak vsi, ki govorijo, da je, ne vem, FDV najlažji faks ali pa vikend faks, še posebej za naš program so to govorili. To govoriš dvema komikoma, sam opozorila. Vem, ampak ne prekinjati. Dajva minuta Miša molka in da ona pove svoje in pol... Polaha pa šale, kukarčeta. Okay. Ali pa ne. Ja. Oba tebe gledamo zdaj. Pač kukar pravijo, da je vikend faks, kukar pravijo, da je najtežji predmet omara, pa ne vem kaj vse, pa da padeš lahko sam po štengah. So določeni predmeti, to drži, da ni tako težk in to, ampak vsaka šola je težka šola. Tudi, a veš, določeni... Tako da si na pogrebu. Ja, sem čakal to minuto, da se izteče. Da znam ubijal. Ne. Ja, pač vsaka šola je težka, se strinjam, zato ker sem jaz tudi delal višjo ali visoko, se ne vem, kaj sem naredil, 6/1 v glavnem. In se strinjam s tem stavkom. Vsaka šola je težka, če tako jemlješ. Ne, če jo tako jemlješ. Ampak če se dejansko hočeš nekaj naučiti, če hočeš nekaj iz tega povleči. Ja, itak, da ni uro po... Še posebej, če greš pač v tematike, ki niso... Tako zastopane, pa da ti nekaj raziskuješ. Če tako gledaš, faks je mišljen kot raziskovalna ustanova. Ja, itak. Sam ni, ne? Zdaj ni. Ja, zdaj ni, ok, zato ker je pač inflacija diplom. Bodimo realni in ker vsakmu je v interesu, da bo... Ker pač kaj so počasih delali na univerzah, pač tam so bili, ne vem, grški filozofi, no, ne vem. Zdaj si šel zdaj ful nazaj. Ja, to je bilo kar že, ne vem, 100 let nazaj na univerzi so bili res ljudje, ki so bili tako wow. A pa vse, kar prebereš za 100 let nazaj, da so odkrili, so nekje eni študenti, skupina študentov odkrila na univerzi. Ful ene tehnologije, ful enih. Tako da podpiram to. Pač, ja. Mislim, meni je bilo na FDV-ju fajn, tako bom rekla. Imela sem svoje probleme itak, ampak to so naravoslovni problemi in predmeti, naprimer statistika, ki nima bolj malo veze s tem, kar sem jaz delala. To, ampak drugače je bilo pa tam vedno fajn. Tako bom rekla, moj študij je bil ful dober za študirati, je pa grozen za zaposliti. Pač ni... Kaj je tvoja izobrazba? Jaz sem na papirju magistra kulturologije. Okay. Magistra kulturologije. Moja specializacija so pa religijske študije, pa jaz vedno dodam s poudarkom na spolnosti. Ker ni samo religijska študija. Ne. Pač jaz sem, na primer, magisterij sem delala pa povezavo med erotizmom in erotiko, razvojem erotike in krščanskim imperativom čistosti. Torej pač, ali sta erotika in vzpon erotike je kak povezan z, da moraš biti čist, pa
nedolžen, pa to, pač kak se Ja, konec koncev je, ne? Bi ti rekla, da je. Ampak veš, kaj v bistvu so čist nasprotni zadevi, to niste? Ful sta povezane. Ok, kako pa? Ful sta povezane. Imaš pač, ne vem, ena knjiga je od Avguština, Sveti Avguštin, in je napisal pač o dobrem zakonu, ne? Pač kaj pomeni dober zakon. Ampak to govorimo zdaj o človeku, ki je to napisal leta 330, naprimer, ne? In on sam je imel, ne vem, 6 otrok s 5 različnimi ženskami. Ja, veš pač tako, ni zdaj on... On je v bistvu... On je preveril to, pol pa začel polisirati ostale ljudi. On je 5krat probil, kaj dela zakon. Pa je začel kar na svete dajati. Každý 6 mi je parata. Odlično. Tako, mi da posnamemo, danes tega... imamo 2 gosta, naslednjič še 3, pa začnemo kar na svete za podcaste snemati, pač pa dajati ven. Tako. Okay. Samo on je, naprimer, čist rekel, da on je ločeval, kaj je sveto in kaj je od sveta, ne? Torej, sveto mora biti samo ljubezen do Boga, druga ni, ne, ljubezen do Boga in to je to. Kar je pa od sveta, torej čustva, so pa od hudiča. Zato je zelo na hiter. Ampak zakaj? A ni že ljubezen sama, ena taka vrlina Boga, ne? On ima to ljubezen do ljudi. In pol jo je dal tudi v ljudi, da lahko oni to čutijo med sabo. In ali pač ne. Ali pač. Ne, ali je pač to poseganje zle sile, ki je ne bi smel imeti. Ker zdaj, če on se ful fokusira na slo, pač na to, da ti dejansko hočeš nekoga, ne? In je to, ta posesivnost, naprimer, ful problematična za njega, ker pač kak si lahko človek karkoli lasti, ne? Če on je last Boga. In kak boš pol si ti nekoga lastil in hotel nekaj imeti, ne? Če... V glavnem vsa čustva, ki so, da nekaj vzburja v tebi, je problem. Ni od Boga. Sam zakaj pa ni Bog pol že kaj naredil ljudi na sam dizajn, tako da tega ne moramo imeti? Sej je. Aha, mi smo še vsem nekako... Ja, jabka. Aha, jabko smo ugriznali. Ja. Zakaj je dal pa jabko tja? Zakaj je dal jabko tja? Ker je rekel, da moraš zaupati mu, da pač, če on ti nekaj reče, tega ne smeš delati, ne smeš probovati in testirati njegovih mej. Ti moraš pač mu zaupati. Ubogat, ne? Ja. Še v besedi ubogat je Bog. Ja, sam je ful čuden. Damn. Zdaj, Jan. Ubogat. Uboga ime. Uboga, pač uboga, ne? Damn, son, it blows my mind. Jan, kar tih do konc podcastov gleda v mizo. Ubogat. Jana, si v redu? Uboga, stari, uboga. Ubogljiv sem, ne. Ok, cool, zanimiv. Jaz sem tle malo zdaj odtavil, ker sem se začel sprašovati to. Ker si začel o uboga razmišljati. Ne, to mi res mindam. Blow, my blow. Ne. Tudi v besedi bogatstvo je Bog, Jan. Veš, ker bogatstvo, ti imaš veliko in Bog ima tudi veliko. In kaj pa to? Pa si ti Bog. Dobro, nimam las. V glavnem. Ne moram biti Bog, vsi bogovi imajo lase. Ni nujno. Če gledaš serijo Disenchantment, je žarnica na njegovi glavi. Ok. A bi raje imel žarnico ali ne bi imel las na glavi? Kaj sem tako žarnico imel na glavi? Ja. A bi raje brez las, kot jaz? Ali bi raje imel vsaj žarnico gor? Vsaj žarnico, zato da bi bil drugačen od tebe. Ok. A bi se pržgala, kadar bi dobil dobro idejo? Ne. Skozi gori. Skozi gori njegova. Ja, zaradi tega, ker imaš skozi dobro idejo. Ne, se ne, zaradi tega, ker imaš pač, ti imaš v telesu elektriko, ne? A ja, logično. Razlagati. A ne veste tega? A da imamo elektriko v telesu, no daj, ajde razloži. Razložim. No daj. Ja. Pač, načeloma, ne, pač električni tok skozi gre čez nas, ne? In pač te signali, ki grejo čez živčevje, ne, jih lahko nekako tudi z elektriko oziroma z merilci z elektriko meriš, se kako pa utrip, pa te stvari. Aha, to je konc. Razlagaj. To smisla, da je uvod. Aha, ok, vredo, da se ful pripravljala. Ne verjamete v Boga, veš, random. Cool. Dajmo se vrniti
se mi zdi, da mogoče za nas, ki smo že toliko stari, je bolj zanimivo ta tvoja magistrska naloga. Kaj ta krščanstvo? Ne, model pa skvortanje je punim zanimivo za ljudi. Mene recimo, jaz še zmeraj zdaj ne vem. A si ti kdaj naredil žensko, da skvortajo? To pa ne moram zdaj povedati. Zakaj ne? Je kaj intimno vprašanje. Ja, pa model, videl sem voditla, to valjda lahko poveva. Ne vem, a se ti je že zgodil? Ne vem, stari, ker ne vem. Bi vedel. A bi vedel? Ja, jaz ne vem, če bi vedel. A to prav na haršpice? Ja. Jaz sem bil enkrat za eno bejbo, pa nima veze, kdo je. Škaj, da bom zdaj Nima veze, kdo je. Anita, žive. Vse, pa sliko podbil gor na montaži. Ja, Please, prid nazaj. Osebno. Zem še tam. Ne, v glavnem in sva pač bila in je ona tako rekla, tako preden sva pač legla k užitku. Preden sva grešila, ne? Preden sva grešila, vnegavila, kakorkoli. A vnegaviva kul izraz. To je zdaj preferenca totalno. Okay. V glavnem preden sva grešila, če smo jih prej o Bogu govorili, pač mi je rekla, imaš kakšno brisačo. Jaz sploh nisem skontil, zakaj se gre. Bil sem tako, pač nema Švica, to, kaj se bo zgodil. Menstra. Ne vem, pa če sem bil tako, ampak sem bil tako, pa sem vprašal, to je bil valjda prvi instinktivno, a je kul? Mislim, a je kul? Ni cool, pač, a je podvozje kul? A je podvozje kul? To je bilo tako zdaj. Podvozje. A to folk prav, če podvozje kul. Da je nekaj. Kjer je zelo po porabu. Prav zdaj. Prosim ne. Danes bom šel na Tinder in bom napisal, kaj pa tvoje podvozje mala. No, v glavnem, sta grešila si, da brisačo pod njeno podvozje in potem... Ja, v glavnem in pol sva pa seksala in pol rekla, kako boš dal ven, bo verjeten malo mokro. Jaz sem bil pol tako, da bom ga zdaj dal ven, če bo mokro, a ne pač. Mislim, sej bila brisača spot, ker nisem vedel, kaj bo, kaj je za to nisem dojel, da je to skvrtanje pač. In pol pač, ko sem ga dal ven, a ne, ko sem odčepil. Ja, res, ampak me je bilo zanimivo, takoj, ko sem ga dal ven, je ona začela, ampak ni tako fulno, kot v porničih, ki tam pač zaliva. Ja, ne. Ampak je pač tako, bilo mokro, pač tako je bila taka lužica, no. Po moje to skvrt, ne vem, pa toplo je bilo. A si probal? Pa nisem smrdel po urinu, to sem pa... Vse, ker ne, no, ker to je fora, ne, da pač tvoj urin naredi ta specifičen encim. In ker... Ta encim vohamo. Ja, in barva in okus, če kdo kdaj proba, je pač zaradi tega encima in se dejansko zmede ta encim, ker je toliko adrenalina v tvojem telesu, ne, da pač samo vse popusti. In pač zato ven, ne, ampak je pa tudi... Nespremenjen urin, tako, oziroma še neobdelan urin. Tako gre ven. Ja, gre ven. Ker sproži se un mehanizem, da gre ven, ne sproži se pa un mehanizem, da bi se dodal ta urinast essence. Ja. Whatever it is. Ja, no, ful zanimivo, jaz tega nisem vedel sploh. Povezava tudi s tem, da je pač lubrikacija tudi ful pomembna. Ne vem, ko so raziskovali pa to, je bilo pač da pride iz sečnice veliko stvari, ampak, mislim, voda, ampak tudi se veže lubrikacija, pač da se poveča lubrikacija. Kar se pa v vsakem primeru, kadarkoli je orgazem, se poveča lubrikacija. Ampak skvrt je orgazem. Ja, to je podaljšek orgazma. G-spot, ne, tako se prej rekla, ni spot, ni določena, ne vem, točka, ne, ki lahko pač pritiskaš, ampak je površina, ki je zmanjšana, ker se pač vaginalna stena je zožana, oziroma lahko prevaja dovolj vibracij pri penetraciji, ki se dogajajo, zato da se potem živčni končiči okoli. Zato vibrator pomaga, recimo. Ne? Lahko tudi vibrator. Ženska ima dve vrste orgazmov. Zunanji pa notranji. To sem že slišal. Jaz sem pa celo vedel. Take that, loser. Ok, naprej. Ja, eden je zunanji, pač je z stimulacijo klitorisa, in pa notranji, ker penetracija. Pač penetracija. Klitoris so te ustance, ki so ne zdaj On a quest to find the clitoris. Ja, pa cel pameten kao pravi, ja, poslušam žensko pa. Ne, klitoris je dejansko ful večji organ, ko... Ja, tako taki, on je v bistvu taki lulček v ženski. Ja. Take oblike. Realno, pač vsi moški ste najprej punčke.
kar se tiče pač razvoja fetusa. Ne? A si ti ful ponosna na to, da a si se kdaj zavedala, da bi so moški mutacija ženska in da jaz to vem? Ja. Ne. Če si se kdaj zavedala, če bi take stvari govorili 100 let nazaj, bi verjetno te zakurali. Ja, itak, da bi jo zakurali človek. Jaz se tega totalno zavedam. Ponosna. Pač midva bi tle kres kurla po mojem. Ja, valjda, to ne bi. Kaj me zunaj čaka kres? To mi je tak topel. Ko že gori. Ne, ni kresa zunaj, v garaži je. Kaj bi sosedi rekli? Ja. Kaj moramo energijo shraniti, veš, kaj da bi toplo. Ja, mi bomo celo zimo kurali na njo. Bolj malo, en vikend ti dam, veš, meni velik. Ne, to gre ven. Ne, lahko je not, a te moče za to. Lahko je not. To je cool, Beni. Okay. Kje smo bili? Bili smo... Čakaj, jaz sem imel še nekaj, kar me je zanimalo za vprašati. Dva orgazma. Ok, no, ne vem, zdaj sem pozabil, ampak ja, sem hotel tudi k temu dodati, da klitoris je v bistvu cel organ noter, ne? Ja, edini klitoris organ. Klitoris je tudi, G-spot je tudi v bistvu del klitoris, ne? V bistvu, zdaj, če imata editing skills, pač najta pač sliko klitorisa. To je dejansko, v bistvu je samo zunanji del, kar je pač zunaj, je samo taka majhna cevčica, I guess, oziroma sploh ni čez, ni česar, samo kot... Kad majhen lulček. Tako. Pa podvisno, koliko ima ženska... Ene imajo večjega, ene manjšega. Ja, to sem najdel na Google. Obstaja huge klitoris. Kaj je legit, ko... You googled, wow. Večji od kakšnih penisov. Unih mikropenisov. Ja. Ti so pa tudi posebej, tiste pa so lahko tudi interseksualci, naprimer. To je ful velik problem včasih pri identifikaciji otroka, no. Don't cancel me, pač glede teh nepolitično korektnih izrazov. Ampak večinoma, to smo se mi učili, da večinoma pri interseksualcih, torej ljudeh, ki so rojeni z obema spolnima organoma, večinoma ostajajo ženske, oziroma ostanejo ženske, jih spremenijo v ženske, ker je z zavarovalniškega vidika lažje odrezati, ko pa ven jemati. Pa res. Fak, tam je svet. Ampak mislim realno, no... Denar je denar. Denar se končali. Res, grozen. Ali pa misliš pač, da imaš povečan klitoris, ne? Ja. Pa ugotoviš, da dejansko to ni res, ker imaš pač lahko facial hair in vse ostalo pač funkcionira kot pri moškemu lahko, ne? Ampak imaš pa ženske organe, naprimer imaš prsa, vulvo, vagino in tak naprej. Nimaš pa jajčnikov. Nimaš jajčnikov. Ti si pol noter, si čist moški, sam zunaj imaš vulvo. Odvisno od pač posameznika, kar se razvije telo. Prej hotel vprašati, sorry, prekinjam, glede ženskih orgazmov me zanima. Ja. Kada smo na eni novinarski konferenci, pa moški zastopamo moške in ženske, končno spregovorile. Drugač, mislim, da zelo simbiotično se pogovarjamo, klele. Saj nismo en proti drugemu. A se ti ful zdi annoying? Ne. Okay. Yeah. Ne vem, kaj zdaj je annoying, kaj bi bilo. No tako, cel koncept. Ja, ne. Okay. Pa vse je cool, samo conversation. Upam sam, da njeni betno. Ne. Kaj boš rekla Roku, ko se boš usedla v avto? Ker za moment se mi zdi, da sem zginila. Tak, upam, da njej ni betna. Ne da meni. V redu je, vse super, fajn. No, ok. Zakaj si feministka to? Ne vem, če sem. Ne vem, če bi bila vzeta pod okrilje feministov. Če bi te sprejeli v klub feministov Ljubljana. Ne zaradi tega, ker bi imeli, oh my god. Klub feministov. Da če tu moški, veš, da je vse pod moško domeno. Ampak moški so lahko feministi. Ja, lahko so, si se lahko. Sorry, ko sem te prekinil, ampak pač... Spet. Lahko vprašam. Govorimo o ženski tematiki, sorry, ko sem te prekinil. Lahko vprašam končno. Zakaj potem sploh pač namen seksa, ne? Samo pri ljudeh, pa nekih opcijah, pa pri še enih ribah, a se mi zdi, da delfinih je užitek, ne? Ja. Posod druge je samo reprodukcija in nagon. Ja. Zakaj se pa ženski sploh razvija orgazem? Ker moškemu se mora, ker pač je ejakulacija, I guess. Se zgodi zaradi orgazma.
Zakaj pa se ženski razvije orgazem? Pa ne, da zagovarjam, da ga ne bi rabile imeti. Ampak pač, zakaj, kje je ta point? Kje je naravna funkcija? Ja, tako je. Ker je isto kot pri moškem. Ni ejakulacije kot take, to je pač posledica, ampak orgazem kot tak ni nujno, da ti ejakuliraš, pa doživiš orgazem. Ja, ok, ne to mi je jasno. Ne kot moški, ne kot ženska. To je pač samo tako, da bi imel ne vem, da te nekaj srbi in se počohaš in to ti paše. Je na isti princip, ne. Pač to je nekaj, kar je a pleasure, ne. Ni užitek, ni neke... Ampak zakaj je pleasure? Štekam, ja. Ja. Pač neki živci so, ker če jih dosti cajta stimuliraš, pač pol imaš ti ta orgazem, pač samo ta feeling, to je ločeno. Potešitev je. To je ločeno, ja. Ni slučajno pol še... A se da pol dejansko ejakulirati čist brez feelinga? Verjetno se da. Ja. Ne, prostovoljna ejakulacija. Ja. To imaš ful velikrat pri posilstvih, naprimer. Sorry, ful tematično, mislim segway, totalno. Ampak je res. In ker imaš ti razliko med telesnim pa psihičnim vzburjenjem. To se ful velikrat pol zgovarjajo oziroma žrtve krivijo tako moške kot ženske. Še posebej moške. Se mu je stopil, drugač ne bi bilo nič. Ne? Ampak fora je, da to je telesni odziv. Tako kihneš. Pač to je telesni odziv na situacijo, v kateri si. Isto je za ženske, se pa počutijo včasih, kot da sem si mogla želeti, če mi je prišla, pa če sem bila mokra ali pa karkoli. Pa ni res, ne? Ker ti lahko telo se odzove fizično v situacijo, v katero je postavljeno, ti paniko zaženeš in telo bo poskrbelo za tvoje preživetje. Telo ne bo poskrbelo za a je to moralno prav ali ni. Ne? In torej ti lahko govoriš ne v glavi in kakorkoli, ampak telo bo tvoje naredil. Ne vem, tako nočem za primerjati ali pa karkoli, ampak ti, ko imaš te tike pa to. To telo dela samo od sebe. Ne? To nimaš ti, rečeš, zdaj bom pa to naredil. Ne? Isto je tukaj situacija pri, ne vem, posilstvih pa to. Tako da pač lahko imaš pa tudi samo mentalno vzburjenje, da ti bi ful in vse to, ampak ti telo ne da. Ne? In to je ful velika, ne vem, če si pijan kdaj ali pa kaj, kao, jaz se bom napil zato, da bo šlo. In pol ne gre. Ja, meni se je že zgodilo to, ja. In to ni nič takega. Z Janovo mami v bistvu. Ne, in pač to ni. Jan je posvojen, to bo šlo ven. Ne bo šlo, zakaj? Ok. Really? Ja. A ne veš tega? A res tega ne veš? A res tega ne veš? Kako bi pa vedela to? Ja, ne vem. To je hec. Ne, hec? drugače stand-upu govorim. A res tega ne veš, je bil hec. Ni hec, da je posvojen. Ja, res sem posvojen. In zdaj bomo govorili o tem. Ne, ja, posvojen sem drugače. Ful je to dobro. To je bilo sarkastično? Za komedijo je super. Ja. Materialno stand-up. Pri 11 mesecih so me posvojili, tako da le sam prvih 11 mesecev, ko so najbolj pomembni. V bistvu niso, prva 3 leta so najbolj pomembni. No, evo ti, zmaga. Kao, zdaj nimam izgovora, da sem bad. Ne. No. Ne, ja, sem posvojen. Ne, se nima vez. Zakaj imajo ženske rade, da jih tepaš? To so pa pol kinki, to je pa pol čist drugo. To je pa čist drugo, ne? To pa imaš... To je pa kaj mentalno, pa samo mentalno, da imaš ti nekaj, ne vem, dead issues, pa te mora pač nekdo udariti, da se dobro počutiš. Mislim, I guess, no, da sem to zelo tako povedal. To je bilo zdaj King 1, King 2, King 3, ok. Ja, ni vse to ista zadeva, po moje. Ne, odvisno. Zdaj pač enim je pač to samo všeč, enim je to ful, pač da jih sramotiš s tem. Isto je dirty talk, pač imaš meje. Ste kdaj govorila slovensko dirty talk? Ja, v fori. Ja, tudi jaz, ja. Ker smo gledali s cimrami Porniča Zlatoje. Imaš velik urac. Daj mi to krajinsko klobaso. A res se to reče noter? Ja, ne veš tega modela. 2008 je pa na Celjskem gradu. Kak je bilo? Janez, to je velik urac. Res paši, razumeš? Jaz tega nočem nikoli videti. Ne. Dobar je. Ja, verjamem. Mene bi pa to drget začetek spolnosti. Latoja je odprla tvojo spolnost. Ti imaš kar te čevlja model, rekel si. To so copati. Ne, čakaj, bom pokazal. Realno so ful topli in bi raj imela to, A ne? A te zebe noge?
Detaljno greste, pa žgite v režiji. Zdaj za zadnje 2 minuti podcasta. A je že konc? Ura je že 11. Ja, kaj moramo proti? Ja? Sob 12 nimajo nobenega. Napravim, da moramo končati, ampak sem tako pravim, da... Koliko časa bi pa ti, če imela svoj podcast, koliko časa bi imela podcast? A veš, da mi je ful ljudi rekel, da ne začnem podcast. Ja, se bi lahko imela, zato ker ful veš o tem. Ja, samo o tem. Torej bi imela 3 podcaste in to je to. Ma ne, pa če si SVDV, jih ful veš, ful razgledana. Ful Kva? se mi zdi, Pa če veš res? kaj je, jaz sem ugotovila za sebe, da sem vedno bolj politično nekorektna. In ne vem, če je Vedno to zdaj... bolj, kot kao, da si vedno bolj postajaš. Ja, Aha, ok, sem mislil, da si... pač tam sem tam je bilo, kakor se zdaj spomnim tega, že zdaj kar nekaj let nazaj, no. Mislim, kar nekaj, ok, oh my god, 2. Pač 8. Začela sem pred 8 leti faks, ja. Ja, no dobro, ja. Jesus. Ja, Okay. hitro grejo. Ne govorimo o letih. Ne, Time flies. rajš ne. In pač je ful tega, da si mogel poštudirati na vse poglede in vse to je super. To te ful veliko te nauči, tudi zato sem šla študirati religije, ker mi je bil point pač, da razumem drugo stran in zakaj se pač folk fajta in kaj je point, če pač ne bi bilo to tako in veš, da na koncu prideš do tega, dokler ko se človek začne mešati v take situacije, je vedno pizderije. Ampak ne vem, vedno bolj mi pada ta nivo sprejemanja določenih stvari nasploh. Tako drugačnosti ali kako to misliš, določenih stvari? A tako pač Preprosto stvari, ki ti ne ljudje pašejo. mi grejo na živce. Ja, to si pa sam stara, kaj te skrbi. To je pa, se mi zdi, da naraven proces. Zakaj pa stari ljudje hočejo vedno bolj imeti mir? Jaz ga že Pač to je zdaj proces hočem, staranja. Pa še 30. You're mislim. old. Ja. We're getting there. Koliko si star? 26. 26, Koliko smo ti? 24. Oh my god. Pa zdaj bi mogli na 1, 2, 3 vprašati, koliko si pa ti. In koliko si ti stara? Ne bomo. To sem pa rekla, skupaj ne bova. Ja. Vse Ne. smo zaporedje. No, cool. Je lepo zaporedje. Sprav meni, si 22. Uno, nimaš pojma o O, ja. matematiki, se pravi 33. 8 let nazaj sem bila na faksu in jaz sem 22. Ne, pa se vem, no. Začela pri Vem, no. 14. Se, Ja. Folk tako preklikava, veš, pa random podatke, da bi... Ne. Mi da bomo mogli to res rešiti s temi klopcami, to ne bo šlo čez. Ja, ne da, jaz Ja. ful upam, da se tole ne sliši preveč. Ej, kaj pa če jo, ali zdaj sam nekaj testiramo? Kaj pa če jo dam malo bolj tja, pa da sedim na nogi? Ker zdaj jaz sedim na dili, pač na sredini dile med nogama. Isti kurac bo. A misliš? Še slabše. Ja, če levo, desno mi gre z boki, kaj pa če gor pa dol, ker se smejiš? Fak, ne vem. Ne, veš kaj, fotelj bomo mogli pofurati. Ne bo šlo drugače. Ker se itak muva vsi, a ni res, po moje. No? Jaz imam še en To smo stol. zdaj skupaj ugotovili. Jaz imam še... Gost bo na tem stolu, midva pa na fotelu, čist komod. To bi bilo kar kul. Še bo fajn, kad so te dol gledali. Ja. Nekaj bomo midva tako dol, nekaj. Od slaloma Titanic. Ne veš kva, imam še en tak stol, kakor ta fotel. Zakaj ne delaš svojih podcastov? Ne vem. A si želiš to, kar veš, res šerat? Kaj? A si, Kva? A si? a si želiš to, kar veš, res deliti z ljudmi? Ja, sem jaz se najprej mislila, da bo to bolj v akademskih vodah. Po me pa korona sfikala. Ja? Aha. Kaj si mislila biti kot profesorca ali nekaj, pa Ja, Predavati pa kaj? antropologija. A ja, ženske ejakulacije sem mislil. Ne, A misliš, da bi dejansko legit lahko bila, narediš zdaj neke webinarje za pare in si ti sam tako straight up zraven, Ja, terapeut bi bila. ampak to legit obstaja, da nekdo seksa in ti si tako zraven. A ja. To ne. Ampak to bi ti lahko bila, pač legit. Ne, lahko si Jaz grem dejansko. stavt, da bi to šlo čez. A bi bil prvi. Rabim partnerko, ampak Ja, načeloma ja. se dobi. A si že kdaj bila v voyeurizmu? V čem? Okay. Voyeurizem. Kaj pa je to? To, Da da gledaš. gledaš. Nekoga seksa. Erizem. Voyeurizem. Voyeurizem. No, pa sem se nekaj naučil danes.
Sam to. Ne, sem se dosti naučil danes drugače. Rise Purity Test, kdaj rešval, poznaš? Ja. Ne, kaj je to? Kdo si ti? Benjamin. Kva? Res ne veš, kaj je to? Ne. Kaj? Bova pol rešila, ker ona gre. Se obstaja tudi en test je, da se testiraš za kinke, kakaj imaš. Sam teh je pa več. Teh je ful. Ja. Ta Rise Purity Test je pa the one. Ma dej, te teste boš rešil, levo, pa boš desno, prš mojo na številko 100. Pač to je boljši, kdo dela te teste? A delajo to kakšni strokovnjaki? Ne, to krem folk dela. Pa to je brez veze, stari. Jaz ti lahko naredim zdaj osebnostni test, ki bo pač pošteta totalna. Pa bo zgledal full legit. Ampak, ja, tako mislim, da pač ne bo imel nobene tehnosti pač v resnici, zgledal bo pa full legit. Pač povedati bo pa, da rabiš psihologa. Ja, pač. To bi bil BuzzFeed marketing tekst. drugače. Ja, Da bi čisto vsako pa bilo psihologa. No, bila sva tam, a ne, da bi pač svetovalec za spolnost. To bi šlo čez. Grem stav, da je to poslovna ideja, ki bi šla čez. To so seksualne terapije. To že obstaja. Jo. Zihar imaš. To nekdo tako zraven, tako. Pa ne, no, pa ni zraven, no. Ja, pa jaz bi tako lečit na primeru, razumeš, kaj ti govorim? Na primeru, da je nekdo zraven in je tako, dajte se malo ustaviti. Zakaj ste tam parjel? Če vam je rekla, da je erogena cona na stegnu. Ponovite. To bi jaz rabil, pa vse bi bilo cringe, Ti bi to verjetno. rabil? Ali kaj? Ja, Freudian sleep. Evo ga. Zdaj pa Ne, vemo. Zdaj pa vemo. Ja, Ne, no, pa ne jaz, no. Meni prije v 30 sekundah. Zdaj, ker začneš izlivati svoje spolno življenje tle. V bistvu moj punci nikoli še ni prišlo. A naravni, sem to pa verjetno noš vedela, ali pa lahko tako veš, te naravni, kaj so že, afrodizija, ki to deluje. Španska muhca. To ostrije pa te zadeve, ali kaj so že, pa čokolade. So, a ne? Nekaj Pa kao je. a so špargli tudi? Špargli so samo za čiščenje jeter, ampak okej. Ja. Zdaj, če boš ti Oh, squirtu po šparglih, That was on my mind, ja. ne vem, kak bo, če squirtaš po šparglih. To pa Ja, sam res če ne. se ne sprosti, mogoče pa ta encim da ta von. Ja, se da ta encim von, sam saj. Ja, ampak, a veš, da še leta krat pol pride do te reakcije, so da to smrdi, to šparglji. veš, da po šparglih pač smrdi, ne, Ja. če greš lulat. Ja. No, v glavnem, zanimiv. A veš, kaj mislim? Mogoče pa ni tega vonja, zato ker ni kemične reakcije s tem encimom. A si ti Mogoče nekaj ta- odkril zdaj, ali ne? Čist je zdaj. Mogoče Daj mi ta- papir, daj mi neko kuli, moram zapisati. A ta encim mogoče sproži kemično reakcijo na špargle, oziroma na nekaj, kar ima špargle. No. Star, jaz sem računalničar, nimam pojma o encimih, ne vem nič o teh zadevah, stari, kako naj ti odgovorim. Ona je pa da vejo, kaj. Ja, sem pa da ne biolog. Ne biolog, ja. Oh. Rabiš nekoga z biotehničke ali pa nekaj z Ok, to bom jaz veterinarske. naredil. Naslednjič. Prav vem, kaj bom naredil. Faks? Doma. Poskus doma. Kak boš pa ti doma naredil poskus, če ti ne squirtaš? Evo ti. Pa smo Pa to. te je dobla, ne? Vodno pištolo bo kupil pa. Ne, kar neki. Ja, lahko imamo danes tako ta družbeni vidik, a veš, squirtanje, naslednjič pa biološki vidik, pa nekoga iz biotehničke pripeljeva. Prav. Ampak do družbenega vidika sploh še nismo konkretno prišli. A lahko to temo obdelamo? A lahko obdelamo to, za česar ima vanjo danes tukaj, pač, ker do zdaj je bilo pač all over the place vse. To noben. Ej, dej povej, Maša, veš, ker te neke bedne. Tako da Kakor si na si ti naredil zadnjič. zagovoru. Dej povej tale neopatriarhalni vidik na skvrtanje. Dej razloži nam, jaz ne vem, kaj s tem misliš pač tako točno. Ja, to je pač vidik družbe, ki je patriarhalna, ne? Moderna družba, kako gledajo na pač ta Kaj je skvrt. patriarhalna družba, še to za lajke? Da gremo čisto olin. Okay. A čistko laično, Ja, da definiramo razložim patriarhalno Ajde. družbo. Man rule. Moški kraljujemo. Moški pravilo. Nimaš občutka za kontekst pogovora sploh. Dobesedni prevodi Moško Google Translate. ravnilo. Moški pravilo. Pravilo, ja. Ok. Ja. Ampak pač no, da je kao moški tist ta glavni. Vladavina moških. Ja, pač Tako.
Pač vladavina moškega. Glava družine. Ja, moški je pač tisti, ki je glava družine, tako je. Ki mora udariti po mizi, da se kaj zgodi. Da bi zdaj kar tle imel uni spad, čista, veš? Patriarhalen izpad. Ja. Okay. Šovinističen, tako. No, ok, definirali smo patriarhat, zdaj pa patriarhalni pogled na skvrtanje. It's bad. It's bad, ja, si predstavljam. Pač to je... A ni to dobro? A ni to spet tako kot... Da je bad? Ja, ok, A je dobro, da je bad? Ne, ni. Ne, ni dobro, da je bad, nisem tako hotel reči. Hotel sem bolj povedati, a ni tako kot, ne vem, če pride ženski, I guess se moški s tem lahko pohvali. Ja, ampak to je pa pol že, mislim, ta vidik je pa zdaj rato fetišizacija in pol poniževanje ženski, naprimer tega ne morejo dosežiti z nekom. In pa je ženska kriva, zato ker tipo to ne rata narediti. Ja. Ženske pa itak pač ene se ne raziskujejo dovolj, da bi vedela, da lahko to vsaka doživi. Ker nisem pač fizični aspekt, ne. Tako sem ga prej še mentalni aspekt. In če pač ni tiste... Občutek varnosti, privlačnosti. Brez stresa, brez nekih, ne, da mora biti neki nahiter. V bistvu je lahko doskrat kriva tudi služba. Dejansko. Ne, dejansko. Ja, pač stresori, pač se lahko, ne vem, žucera nekaj, ki se ne vem, greš z bejbo na dejt, pač se znajdete v posli in pač, ne vem, ona se je pa prej skregala, mogoče, ja, veš, kaj mislim, starši, pa tu sploh ne veš, mogoče nisi kriv. Mogoče pa je posvojena, pa nima staršev. Oh my god. Naprej. Ja, v glavnem, in ful velike teh pač različnih faktorjev, ki doprinesejo k temu, ne. Ni nujno, da je vedno moški kriv, lahko pa je, tako bom rekla. Ok, cool. In zdaj ta patriarhalni pogled je v bistvu to, da kaj? Fetišizacija tega. Fetišizacija tega. Pač, da to more biti, da drugače ženska ni ok, ne. A res kdo to misli? Ful tega. Kva? Ja. Ali pa ne vem, da se si ne... Ja, kje je žval, da to ni cool? Se si ne... Ej, halo, dobrodošel v patriarhalni družbi, pač, what the fuck. Ja, ne. Ne, pač, da si ženska kot nasploh, pač, zakaj bi pač jim prhajali, pa to, pač, zakaj bi sploh orgazem doživljala, sej edino, kar je ženska inkubator, take zadeve. Pa dobro, to je pa res neka krščanska fora, totalna. To pa še jaz ne mislim. Ne, ampak meni to... Tu pa potegneš črto, ne? Vse ostalo, ja, ampak... Da je ženska inkubator, ta je res na harta. Pač to bom za stand-up uporabil, that goes in. Oh my god. Pač res je dober tako, pač tako res je tak smešen stavek. Koncept, ja. Da je ženska inkubator za dojenčke. Pač. Ja, pečica. Pa vse konc koncev je. Pa ne iz vidika telo je nared za to, ja, ampak... Ja. A veš, vse je od kako se to uporablja. Ja, no, to je res. V kakšnem kontekstu boš to povedal. Ja. Se strinjam. Začeš to rekel pač ženske tako v šali, ne vem, jaz se tudi parkrat pač pohecam. Kaj rečeš? Vse kazen pa druga kot inkubator, ne? Ja. Ampak ni pa, ali pa ne vem, se šališ iz tega, da te folk dojema kot nek objekt, ali pa da še vedno nimaš iste plače kot moški, ne? Ali pa ne vem, da ne, za isto delo, ki ga upravljaš, ali pa ne vem, da še vedno je domestic abuse procent večji ženske kot moški, ampak vseeno moraš tu vzeti vse z neko... Kaj je ti? Kaj je? Ne, sam za vsako stvar, ki je rekla, se najde izgovor tako sekundi. Exactly. Za ta domestic abuse prijave pa to, ne bom tako rekel. Pač je zato, ker ženske si pač preupajo poklicati. Ja, ker moškim ne verjamejo. Vse to se tu je... To je zihar zadeva, ja. Tudi prijava, recimo, moških posilstev je tako. Pač policija ne je resno. Sam 10% žensk prijav posilstvo ali nekaj tasga. Moških pa tako, pač procent, sploh ni procent. Pa tudi ti tak, če bi prijavili, ja, sej. Jaz se zakaj pa ni to point. Da se moški kao močnejši bi se mogel obraniti posilstvo, ne?
Ok, ni nujno, da je zdaj tle ženska posilna moškega, ali tudi moškega, ampak ja. Zanimivo. Tako da pač, ne, tudi ko si prej rekel za feminizem, pa to je tu, mislim, da danes ful, če sem lahko malo bolj resna, da je danes ful govora o radikalnem feminizmu. Ne o tem, kaj pač feminizem, zakaj bi feminizem na začetku pač bil. To je pač za varnost tako moških kot žensk. Primarno seveda je bilo na fori ženske, ne, ker pač... Ja, ker so bile zatirane pač skozi zgodovino in so rabile nekaj. Manjšinsko, ampak edino, kar je fora pač v tem je, v feminizmu kot takem, pač ni nobenega, ko rečeš, zakaj se pa niste skupaj postavile, ne. Ker se ne moreš. Ker kaj mene veže z nekom, ki je ženska? Nič. Mogoče XX kromosom, naprimer. A veš, mama lahko čisto drugačne poglede na svet, religijsko je prepričanje, rasa, leta, odraščanje, mesto, vas, kjera država in tako naprej. Samo to, kar midve kao, ne, organe imava podobne. Podvozje imata isto. Podvozje imamo isto. Tako. Ja. In zato ne more biti nobenega, ker nimamo iz skupnega, ne, nekega... Kaj je? Lega. Ja, ne, ampak to jaz, ja, štekam, ja. Ne, in pač zato ni bilo nobenega tega... Kva? Jan, what's up? Tako, random nisem se spomnil na inkubator, nisem. Te klopce imajo tak problem. Že zdaj vidim stari, ki se smejim. Shit. Moj bog. Sorry. Evo solzice. Moški ne smemo jokati. No, evo, pridem. Fucking nisem se že stolil jokati. Feels good, a ne? Ja. Danes bo cel večer joko, Jan, tam. Nisem tega čustva čutil že 10 let. Kdaj si nazadnje joko, Jan? Ko so se silile zanč. Kva sta se? Na podcastu, ja. Ja, tle so snemale in so bila tako, ali so se prisilila, da jokala tako zdaj na ukaz. In so oba jokala. Ti lahko jokaš tako, da se ne rešil. Ja. Se to lahko vsak. Sam, zakaj bi to... Je, ker moški ne jokamo, ne? Ja, podirava tabuje. Ja, moški jokamo. Stereotipe. To si vedela? Wow, res? Ne. Ja, pa ženske kakajo, si vedel to? Ne. Jaz tudi ne. Sej ne. Z joko sem zdaj, ko sem zvedel. Jaz si ne upam smeja zaradi klopcev. Ker če se iskreno smejam, se to sliši. Kako bedno, moramo biti podcasta. Ja. Ne, super za zvok, odlično za zvok. Daj še malo. Pa takrat, ko nekaj pomembnega pove, takrat začni ti to delati, res. Ne. Začne zagovarjati nekaj že. Ful zanimiva diskusija, res. Grozen. O čem je bila pa tvoja diplomska, Jan? Varstvo okolja in komunala, požari. Iz prakse? Ja, požari na odlagališčih odpadkov in proces ravnanja z odpadki. Koliko dolg naslov? Ne, sorry, lažem. Požarna preventiva in požari v procesu ravnanja z odpadki. No, to je malo krajši naslov. Ja. No, pol smo temo diplome zdaj obdelali, se pravi ta... Dajmo povzeti to v 2 stavkih, no. Ne, ampak jaz recimo... A je negativni odnos moških je, oziroma naše današnje družbe do tega, da je ženska ima ta... Ma ne bi rekla negativn, bolj fiksacija. Kaj, kako to misliš? Da se fiksiraš na to. Da pač ni, da marsikomu ni bilo... Mislim, predstavljanje že tako ali tako kot nekaj, kar je nedosegljivo. Ne? Zdaj ja, pač tisti pornozvezdnik, ki je pač v tisti knjigi razlagal o tem, kako to doživeti, je zlačna. A boš piškot.
škod. Če čuješ zadnji, kakaj to je moj želodec. V glavnem, da pač bolj je to fiksacija, ko neka negativna fetišizacija ali pa karkoli. Ne vem, no, lahko je negativno dojeto, lahko je pozitivno dojeto, ker to je intimna tema. Ne moreš z zagotovostjo trditi, kako bo na nekoga vplivati. Ne. Mislim, ti moraš verjeti nekomu. Jaz sem delala na intervjujih in ti moraš zaupati nekomu, da ti bo povedal prav. Mislim, da se ti ne ozlagal, da ne se opeval preveč. Kar je pri ljudeh itak, to težko dosežeš. Ker je vse subjektivno. Ne? In torej nekdo bo rekel, ja, to je bilo ful dober, pa je realno lahko na tej lestvici bilo below average. Ne? Nekdo ti bo pa rekel, to je bilo pa pač below average, bilo pa ne, ampak to je čisto odvisno od njihovega osebnega trackinga, ne? Kaj je za njih dobro in kaj ni. Ne? Teda tu je vse ful tak, ne. Je zanimivo ful se s tem se ukvarjati s tem, pogovarjati se z ljudmi. A si znancev vzela za intervju, I guess? V bistvu sem dala kar na Instagram. Na story sem dala pač, da me zanima, če bi pač obrazložila celo situacijo. Rekla, da seveda bo to vse anonimno, ne bo imen, če bi kaj citirala ali pa karkoli, so pač začetnice imen, leta, mogoče izobrazba, ker pač to rabiš za neko fokusno grupo. In jaz sem mislila, da se pač tega noben ne bo, ali da bo imela, ne vem, 3. Jaz sem jih pa rabila vsaj 12. Za tako nalogo, za diplomsko rabiš pač, ne moreš samo enega intervjujati. In rabiš pač neko skupino ljudi in jaz sem mislila, ok, imam kolege v redu, pa kolegice, v redu, bom tu nekako kompenzirala s tem. Jaz sem imela ta story gor, pa še moje delil. Jaz sem imela story po moje 10 minut gor in sem imela tako 30-40 replajev. Nice. Jaz bi. Ok, v redu, pošiljala ven maile s tistim in pa seveda pač ali ti nekdo, pa moraš gledati, da ti nekdo ti ne odgovoril, ali pa sem tudi rekla, če vidiš vprašanje in se ti ne zdijo ok, lahko tudi rečeš ne, ker to je bilo med korono in nisem mogla fizično se z njimi pogovarjati in sem pač prek maila pošiljala v bistvu 3-4 esejska vprašanja. Jaz nekaj čim več napiš. Če se ti zdi, da bi lahko kaj dodal, pa se ti ne zdi relevantno, napiš. Mogoče bom jaz pa videla nek potencial v tem, in odvrgla, pa ne vem, highlight naredila in še kaj druga razvila zraven. Ker tu se ti vse gre za to, da imaš čim več napisan, čim več podatkov, zato lahko ti pa, ok, tega ne rabim, ampak tole pa rabim. Ker ne veš točno, kaj bi napisal. In je bilo ful dobro, no pa na koncu jih imela menda 15 takih, da se mi je zdel, da so mi zdaj napisali, ja, fajn je bilo, da ne moram jaz nič iz tega dobiti. Nekih kvalitetnih odgovorov. No. Za zaključek bi ti mogoče postavila še eno najno klasično vprašanje, ki ga do zdaj so postavila vsakmu gostu. Ok. A imaš kakšen moto ali imaš kakšno željo ali pa kakšna stvar, ki bi jo rada sporočila svetu? A to si pa ti dejansko sprašal, Folk? Ja, ok. On je to sprašal, jaz še nisem bil zraven, ja. Ok, no? Po moje strpnost. Ljudje se morajo tega bolj naučiti. Vsi vejo, kaj strpnost je, ampak ful veliko ljudi pa tega dejansko ne prakticira oziroma prakticira premalo oziroma napačno. To je edino, no. Jaz se tega ful držim, no, da probam biti čim bolj strpna. Pa še vseeno, da se ne pometa z mano, na nek drug privatni način ali pa karkoli. Da po moje tono, ta se mi zdi najbolj primerna. Kaj pa tvoj Benjamin? Moj? Ja. Moj moto bil pa, v bistvu jaz sem tudi prvič na tem podcastu nekako, ja, a ne? Tako da... Virgins. Dobrodošla. Ja, hvala. Ful imate lepo. No, da je odgovor. Jaz bi rekel, da če ne veste, kaj hočete v lifeu, nujno aktivno iščete, kaj hočete v lifeu, zato ker drugače boste naenkrat
preveč časa na zemlji, pa še zmeraj ne boste vedeli, kaj hočete in je slabo. Tako da, če ne veste, kaj hočete, nujno aktivno iščete, kaj hočete. Papič mi je enkrat rekel, če hočeš vedeti, kaj hočeš, moraš prvo vedeti, kaj nočeš. Ne? Ja. To je tudi dobra taktika, da priješ do tega. Ja. Ker sem hodil veliko o strpnosti govoriti, jaz imam pa nekako zadnje čase vedno živim pusti živeti. Se mi zdi tako malo romantično, ampak živim pusti živeti. Pač tudi, če obstajajo neonaci, let them live. Ta je huda. Ne, ampak res, pač mej svoje mnenje, sam ne pa pobijati zdaj nekoga zaradi tega. Ja, point je, ne moreš... Ker vse ima point, vsak ima point. Zaradi tega, ker ljudje si umetno ustvarjamo svoj point. Ne, in neonaci, in ekstremni feminizem, in vsi. Itak, lej, jaz pravim, živi in pusti živeti. Ampak point je, da oni ne živijo in pustijo živeti. Ne? Pa drugo. Oni imajo njihova načela. Ne pustijo. Tako, živijo, ampak ne pustijo, ja. Dobro sem to rekel, spet patriarhat, kao spet sebi pripišem neko njeno idejo. It's ok, mene sploh v podcastu ne bo, to sem med vama. Sam res, ona bo skozi sklepati, ti bo. Ne, ampak point je, da njihova načela, njihovo mnenje, pa pač recimo drugim ljudem jemlje svobodo, povzroča trpljenje in takih ljudi pa ne moreš pustiti živeti. Lahko jih pustiš živeti, ampak kako odobravati to je. Samo z vsem, to je po moje mogoče tudi navezava na to, zdaj, ko so te na Instagramih pa to tudi influx trenutno gaze, pol je bilo Black Lives Matter pa tega. In meni je bilo takrat, ok, ja, I agree, ne? Ampak to, da bom jaz dala na story gor, ne bom rešila enega zaradi tega, ker sem jaz dala na story gor. A veš, kaj mislim? Vsi vemo, kaj se dogaja. Gledaš novice, bereš na Instagramu to, in ne rabim še jaz na story dati hashtag Free Palestine. Pač, ker my hashtag ne bo nič naredil. Pač je, ok, v redu, sem se zdaj politično izpostavila, kaj mislim in kako. Ja. Sem kaj zdaj meni to nudza? Mislim, ne meni, kaj njim to nudza. Edino, kar bi bilo, bi lahko kakšen tvoj prijatelj /follower prej, ki mogoče še ni vedel za to, kaj se dogaja, malo prej izvedel, ampak itak bi eventually izvedel, ker je to udarna novica. In kaj to njim zdaj pomaga, da moj kolega ve? Ja. Ne, pač ker to je stvar, ki se dogaja stran od nas. Vsi vemo, ampak kaj delamo zares? Mi tle v kleti sedimo, lahko bi zdaj tle pakirali hrano, ne bomo tega naredili. Ja, mislim, lahko hodimo tudi. Ampak ne bo... Njim, če se je odločil, da bo to naredil, je to. Mal pesimističen konc bom mogoče povedal, ampak meni se zdi realističen, tako prav. Nič ne moraš narediti. Meni se zdi, ne, recimo... You can give a fuck, but you can do anything. Ja, tako, točno tako. Jaz kot gasilc tako pravim. Pač smo rešili poplave, grem pomagati, ne vem, tam nekomu lahko klet spucam. To je to. To je veliko. To je ful veliko. Nekomu sem polepšal dan, konc koncev. Ja, to je ogromen. Eno lepo stvar na dan, pa kukor se zdaj to sliši, da smo tle neki podoholjeni podcasteri, pa neki, pač res eno lepo stvar na dan narediš, pa tudi če je to, ne vem, da in ne uničiva danes dneva, pa smo nekaj naredila. Je pa vse iz egoizma izhaja. Too late for that? Oh my god, lepo še rezo. Ne, to pustno. Too late. Ti pustim, da naj prvi podcast zaključam z besedami. Kaj bom pa dodal? Tako, jaz sprobavam zaključiti, ampak ti vedno še nekaj dodaš na konc pesa, ne? Kdo bo zaključil, da bi se kregala skozi, pa bi on gostom bilo res what the fuck is happening. Ok, zdaj pa moram iti, hvala. Da, boš ti zaključila. Daj ti zaključi, pa Benjamin ne bo. Ne vem, kako imaš to. Povej nekaj. Ko sem rekla, nisem. Nekaj, hvala, ker ste gledali. Kako bi ti zaključila svoj podcast? Jaz ne bi. Jaz bi kar pustila to, da laufajš po moje 12 ur, dokler končno zdahnem in je to. Cool, pa bomo to naredili, ne? Tle sedimo, pa se gledamo v oči, kakor vidva. Kontakt, pa se pogovarjamo. Ne, sam to je res, kako zanimiv. Kaj? Kad dejansko gledaš človeka v oči in samo... Fokus. Ja, ne, res je, ful je zanimiv experience, zdaj, kaj ga delam. Prvič sem pogledal nekoga v oči zdaj.
Hvala, ker ste gledali ta podcast. Hvala, ker se gledate v oči. Ja, daj imejte eye contact, folk. Ja, to je lepo, človeško je. Človeško je. No, hvala Maši, Maruši, ne zajbame se, zajbame. Daj nekaj, ker nekdo me res ene parkrat poklical že Marušo. A tvoj fant? To je bilo grozno. Cool. Ej, hvala, ker gledate ta podcast. Dejansko 200 ljudi to pogleda v povprečju, kar mi je kar šok. To je super model. Ja, ne, jaz bi se Maši lepo zahvalil, da je prišla. No. Ful veliko enih fajn stvari je povedala. Hvala za povabilo. Z veseljem. Premalo so te izmozle. Premalo so, ja. Ima večji potencial. Nisva izkoristila njenega potenciala za res. Ko bova izurjena, te povabimo še enkrat. Part 2. Tako. In bomo imeli zraven fucking PowerPoint. Ja. Gor bo slika klitorise in boš res... Ne res, naj ta klitoris sliko, ker to je najbolj fascinantna zadeva in to je edini organ v celi človeški sestavi, ki je namenjen samo specifično užitku. Bolano. Nobene druge opcije nima. Nič druga ne dela. To je dosti bolano. Samo je, da ti pride. A pa sliko misliš kot tako nek prerez, kakor v učbeniku za biologijo? Ali tako sliko kot sliko celega izrezanega klitorisa? Ne, tist ne bo prišel. Tist ne bo če bo okej. Ja, kako misliš sliko? Pač fotko. Od zunaj slikan? Risbo, ne, risbo celega. Aha, pač to, iz biologija. Kaj je zunaj, pa kaj je not. Učbenik biologija. Učbenik biologija. Bova najdla. Bova postala, evo, slika je tukaj in ona veš sedi. Opa, zmontirana slika. Vse se podire. Ja. Hvala še enkrat. Pa skozi, kdo bo končal? Halo, haj fucking konča. Hvala še enkrat za povabilo, hvala za pogovor. Nista dovolj izkoristila mojega potenciala. Se vidimo naslednjič. Ok, čau. No, to je to. Tako dolgo se morate kregati naslednjič, da dejansko bo gost hotel zaključiti.